Danes v prebranih celicah beremo fantazijski roman Davorke Štefanec Strašilka. Gre za napeto domišljijsko in ljubezensko zgodbo o dijaku Oliverju in Albi, ki lahko s svojimi čudežnimi močmi rešuje življenja. In na nitki je prav Oliverjevo. V magični tolminski podsvet sta se spustili Jasna in Klara. Klara, kaj si najprej pomislila, ko si videla naslov knjige Strašilka? Prva asociacija je bila definitivno čarovnica, ampak po branju prvih nekaj strani knjige vidiš, da ni tako. Alba je v bistvu glavna junakinja knjige in ima res zelo zanimiv stil oblačenja. Ves čas nosi en plašč, ki sega do tal in pa v bistvu lahko tudi nase privabi ptiče. Dogajanje v Strašilki je sicer postavljeno v Tolmin ob reko Sočo. Jaz sem se zaradi tega še bolj poistovetila z junaki oziroma z glavnimi liki. Kakšno vlogo ima sicer reka in narava v knjigi? Ja, v bistvu zgodba je razdeljena na 3 svetove, na podsvet, medsvet in pa nadsvet. Drevesa pa v bistvu v zgodbi, v svetovih uravnavajo ravnovesje in pa so nekako tudi vir življenja. Zdi se, da je avtorica Davorka Štefanec napisala fantazijski roman z namenom, da opozori na resnični svet in na to, kako skrbimo zanj. Davorka je zdaj v najini družbi in jo sprašujem, kaj vas je motiviralo, da ste napisali fantazijski roman, ki govori zlasti o ohranjanju narave? Lep pozdrav. Ja, iz narave lahko črpamo marsikaj in kot ste omenili, tudi navdih za pisanje zgodb. Vedno znova se učimo o njeni moči, če izpostavim na primer drevesa, brez katerih ne bi bilo življenja na našem planetu. Prevečkrat pa z naravo pozabimo sodelovati. In zato sem v tej zgodbi poskušala poudariti pomen, ki ga ima v naših življenjih. Zato je poleg ljubezni med glavnima junakoma rdeča nit zgodbe ravno ohranjanje ravnovesja v naravi. Hvala lepa, Davorka. Klara, tudi midve se morava dotakniti te ljubezenske zgodbe med Albo in Oliverjem. Kaj se te je najbolj dotaknilo oziroma kaj te je prevzelo v njunem odnosu? Pa v bistvu ta Oliverjeva sposobnost poslušanja Albe, kako je bil vedno ji pripravljen prisluhniti, čeprav mu ona v bistvu veliko stvari ni smela povedati zaradi naloge in pa pravil, ki jih je imela postavljene. Glede na to, da greš v njuna leta, ti želim, da spoznaš enega tako super fanta, kot je bil Oliver. O tem, da boš čudežno prispevala v ta svet, pa itak nimam dvoma. Hvala lepa, Jasna in Klara. Vprašanje pa se glasi takole. Drevesa so zelo pomemben del narave, kaj predstavljajo v knjigi? A. Vir ravnovesja in življenja. B. Moč narave, ki kleše človeško usodo. C. Ohranitev narave in varovanje sveta. Ali D. Most med podsvetom, medsvetom in nadsvetom. Tole je bilo ekspresno, ekipi menita, da je odgovor A. Ja, Klara pove, da drevesa uravnavajo svet in so vir življenja. Pravilen odgovor je res A. Neverjetno, kako dobro gre torej našim tekmovalcem. Ja, veliko življenja torej prinašajo drevesa, veliko življenja pa je tudi na naših družbenih omrežjih Čisto hudo, kjer sedaj združujemo vse oddaje otroškega in mladinskega programa. Tam najdete tudi zanimivo vprašanje, ki vam lahko prinese čudovito nagrado.